Bizarno rubriko začenjamo v Južni Koreji, iz katere prihaja nasilna serija Squid Game oziroma Igra lignja. Zanimivo, ne? Koreja plus ligen je enako videi, ki so preveč nasilni, da bi jih lahko pokazali. Japonska plus ligen pa so videi, ki jih ne smemo pokazati iz popolnoma drugih razlogov. V glavnem, ker je Kalamari igra postala najbolj gledana serija na svetu, lahko že spremljamo, kako se njeni vplivi kažejo povsod. To, da so te igre, ki jih predstavlja Squid Game, Igra lignja, izjemno brutalne. Tako je, Igra lignja je brutalna, za razliko od ostalih otroških iger, kot so Nemci in partizani, kavbojci in indijanci, pa JLA in teritorialna obramba. Same nedolžne igre, popolnoma nepovezane z resničnimi dogodki. Še bolj pa se vpliv Igre lignja vidi v času pred nočjo čarovnic. Poglejmo. Ena od tamkajšnjih tovarn oblačil je nakopičena s kostumi, delavke šivajo in likajo s polno paro. Po težkih časih za južnokorejsko tekstilno industrijo korona kriza jo je močno prizadela, je sicer obilica dela za to šivalnico zdaj dobrodošla. Odlična ideja. Tudi mi bi lahko za maškare povezali našo slovensko filmsko in tekstilno industrijo. Če bi hoteli biti oblečeni, ne vem, kekca, bi se oblačil tako. Če bi li gledali, ne vem, Gremo mi po svoje, bi bili vsi videti takole. Če bi pa naš kostum prilagodili katerikoli vlogi Marka Mandiča, bi pa slovenska tekstilna industrija propadla, dokončno, gotovo. Zdaj pa v Nemčijo, kjer so policisti v kleti 84-letnega domačina. V Nemčija ste zveni kot Avstrija. Okay. V glavnem, berem dalje. Policisti so v kleti moškega prišli do zgodovinskega odkritja o drugi svetovni vojni. Medtem ko so ostale države med vojno skrivale Žide, so Nemci očitno skrivali tanke. Medtem ko imajo eni v kleti tank dizla, je imel ta gospod dejanski tank. Zdaj pa ne še kdo reče, da Nemci nimajo čustev. Mogoče jih res ne kažejo do ljudi, jih pa kažejo do vojske oziroma do vojaške mehanizacije. Po neuradnih podatkih je zgodba dobila v Nemčiji tako močan odziv, da je navdihnila priredbo literarnega dela Dnevnik Ane Frank, ki se zdaj imenuje Dnevnik Ane Tank. Pred oglasi pa še k angleški kraljici, edini še živeči osebi, ki se spomni Velike Britanije, ko je bila še mala. Gospodična Elizabeta se kljub svoji starosti namreč ne počuti niti malo staro. Hudomušno je v imenu njenega veličanstva kraljičin tajnik zavrnil prav tako hudomušno nagrado za dosežke starejših, ki jo podeljuje mesečnik The Oldie. Tako je, kraljica je zavrnila nagrado za dosežke starejših. To je res. Ampak večja novica je to, da imajo Angleži posebno revijo za starejše državljane, še večja pa, da se ta časopis imenuje The Oldie. Mogoče zato, ker je to edina demografska skupina, ki še dejansko bere fizične revije. Morda lahko podobne revije dobimo tudi v Sloveniji. Ne vem, revija Ona se lahko preimenuje v Oma. Revija Naša žena lahko postane Naša vdova. Časopis Delo pa dajmo preimenovati v Penzijo. Ampak dajmo se ven kraljici, ta je kljub mladostnemu počutju malo šibkega zdravja. Dajmo pogledati, zakaj. Noč iz srede na četrtek je preživela v bolnišnici, potem ko je odpovedala uradni obisk na Severnem Irskem. Zdaj je že na gradu Windsor in je menda dobro razpoložena. Z dvora sporočajo še, razlog za obisk bolnišnice ni COVID-19. Vemo torej, da je kraljica preživela noč v bolnišnici, ne vemo pa zakaj. Ali zato, ker res ni hotela na Severno Irsko, ali pa zato, ker zdravniki pri njej iščejo razlog, kako za Boga je ta ženska še zmrživa. Ne vemo. V vsakem primeru se ne smemo preveč navdušiti, tudi če razlog namreč odkrijejo, nam znanstveniki zagotavljajo, da to ne bo eliksir mladosti, ampak eliksir večne starosti. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.